Sam imam seveda zelo rad film, ne, in zato ima tudi moj junak Gašper, ne, ki ima 12 let, ima tudi zelo rad film. Ne. Ko sem mamo en dan vprašal, ali lahko po televiziji gledam film, ki ima zgoraj v kotu rdeč trikotnik in v njem napisano 12+, mi je ona gladko, ne da bi premislila, odgovori, da ne smem. Rekla je, da tisti plus na 12 pomeni, da moram biti star več kot 12. In jaz sem vprašal, koliko več? 1 uro, 2 dni, 1 mesec? In je rekla, da bo o tem odločila ona. Blesavo, res neumno, totalno brez veze. Knjiga je napisana tako pravzaprav v prvi osebi, tako da piše junak Gašper, ne, piše v prvi osebi, kaj se mu dogaja in tako naprej. To je pravzaprav knjiga njegovih razmišljanj, ne. Ja, kako naj rečem, nisem ravno maneken, saj mi nič ne manjka. Imam roke in noge in vse, kar je nujno za fanta mojih let. No, nisem preveč priljubljen in lase imam gladke in počesan sem na prečo. Tako hoče mama. Preden stopim v razred, se vedno skuštram. Pa ne pomaga, moji lasje so navajeni na prečo. Jaz sem fan filma, ne, filmske umetnosti ali pa tudi fan televizije. Jaz lahko ob televiziji preživim cel dan, recimo, ali pa par dni, ne, sploh mi nič ni dolgčas, ne. In hočem reči, da imam tudi računalnike rad, čeprav se tudi strašno ne spoznam, ampak se mi zdi, da je računalnik pa vse te stvari, ki sodijo zraven, pa internet, pa Skype, pa vse te zadeve, ki so prišle skupaj z računalnikom, da so blazen fajn, ne. Mislim, meni se zdi to super, ne zdi se mi nič škodljivo, ne. Velikanu je ime Max, je maksimalen velikan. Rekel je, naj si zapišem stvari, ki jih nočem pozabiti. Torej, Katarina Velika napadla ata. Katarina Velika je svinja. Dora, Jelisaveta, Barbara, Mirka in Anica. Kaj pa druge, sem vprašal Maxa. Druge nimajo imen. Ne, ime si moraš zaslužiti. Moraš si ga ustvariti. Vse je treba znati, ne. Naš Gašper, pravzaprav ta junak, v tem drugem delu knjige spoznava tudi te stvari, ne, da se da pisati tudi s peresnikom, ne samo z Wordom, ne. In da je to drugače, počasneje, malo starinsko, ampak da je pa tudi lepo, ne. Tako nekako se mi je zdelo. Nalivno pero je res nekaj posebnega. Kar samo piše. Dotakneš se papirja in kar zdrsi in se spremeni v črke in potem besede. Jaz imam rad žanre, ne, pa najbrž nisem edini, ampak imam rad kriminalko, imam rad butast thriller. In v tej knjigi je seveda tudi ta žanrska mešanica super, ne. Je knjiga, v kateri so skriti vsi filmi, thrillerji, znanstvena fantastika, kriminalke, grozljivi in temačni sanjski zločini in tako naprej. Je pravzaprav tudi drama dveh staršev, ki si njim po dolgih letih nimata več kaj povedati. Je seveda pustolovska knjiga, road movie bi rekel, ne. Tako da je ta knjiga svašta je not.